Ljubitelice in ljubitelji športa, pozdravljeni v današnjem skoku. Vzeli si bomo čas za eno najbolj priljubljenih posamičnih panog na svetu, govora bo o tenisu. Z nami pa je trener, ki bdi nad mladino v Trbovljah in Litiji, Denis Bolhan. Pozdravljeni. Pozdravljen. No, bova najprej od trenerskega šla k igralskemu delu. Članska moška ekipa teniškega kluba Trbovlje tudi letos sodeluje v teniški ligi. Sezona se je začela v nedeljo. Kako vam je šlo in kakšne so nasploh ambicije v tej ligi, če ne tekmovalne, pa vsaj igralne? Ja, v bistvu teniška liga se vsak leto dogaja v tem času, se pravi maj, juni. Igrajo se različne lige, se pravi mi smo letos nastopati začeli v 3. ligi, v želji, da pač tenis spet vrnemo v neke tekmovalne okvire, ker v Trbovljah nekaj časa ni bilo. In zaradi tega, da malo mladim damo zgled, kako pač stvari potekajo pol kasneje v članskih konkurencah. Tako da to je en cilj bil, drug cilj je pa pač tudi, da zmagamo kako tekmo in to smo že v nedeljo naredili. Tako da v bistvu glede na igralce in glede na ekipe, proti katerim bomo igrali, mislim, da imamo lepo možnost, da se uvrstimo še ligo višji. Torej druga liga, nekak tihi cilj. Tako. No, igralo se je v dvorani AMD v Trbovljah. Mnogi ne poznajo, ne poznamo teniški klub, tam peščena podlaga, poleg doma upokojencev, ne, v Trbovljah. AMD malce višje, po hribu navzgor, dvorana, kakšna je tam podlaga, kakšni so pogoji za igro? Dvorana AMD ponuja podlago, se pravi tepih, na kateri je granulat gumijast. Podlaga je drugače odlična, v primerjavi recimo z peskom v dvorani je to veliko boljša, mislim, veliko boljši pogoji, vlaga v dvorani je neprimerno manjša, se pravi lažji treningi, vse stvari so bolj. Je pa, se pravim, z vidika tekmovalnega tenisa je pa zadeva malo slabša zaradi nepredvidljivosti drsenja in te stvari. Hitreje se lahko kakšna poškodba zgodi, kakor recimo na peščenih podlagah, oziroma tam, kjer je podlaga konstantna. No. Ravno to me zanima, je pa to najbrž precej hitra podlaga, ne? Ali ne? Ja, lahko bi rekli, da je hitra podlaga, je pa odvisno od koliko je granulata na tej podlagi. Se pravi, več je granulata, počasnejša bo podlaga, manj ga je, hitrejša bo. Ne? Se da zadeva malce regulirati, ne? Se da regulirati. Zanimivo, za trening je pa to zelo, zelo dobro, ne? Povejmo malce več o trbovljskem klubu, ne? Rekli ste, da se tekmovalno morda ni toliko dogajalo, je pa tam gor kar nekaj mladine. Koliko otrok je v klubu, kako je organizirana vadba? Delate v starostnih skupinah ali bolj posamično, potem ko so tekmovalci, tekmovalke starejši? Kakšen je torej ta proces treninga? Se pravi, teniška šola v teniškem klubu je organizirana že od, se pravi, leta, dolgo časa. Poteka pa vadba večinoma v skupinah, se pravi, išče se neke homogene skupine otrok, ne toliko po starosti, kakor bolj po sposobnostih oziroma po znanju, ki ga prikažejo. Je pa individualnih treningov tudi nekaj, ne? Odvisno od želja, pa od pač nasplošno, tle gre bolj za, ker je individualni šport, so tukaj vložki staršev nek zraven in tudi čas, ki ga morajo starši dati, je občasno tako, v zdajšnjem času zahteven dosež, se pravi, tako da večinoma v skupinah, no. Je pa otrok, da rečem, med 50 pa 60 konstantno, ne. To je za tenis kar lepa številka, ne, bi človek rekel. Zdi se mi, da kar, no. Za mesto kot je Trbovlje, ali pa nasplošno za Savje, je to kar... Kar veliko otrok. Katerih tekmovanj pa se udeležujejo ti mladi trbovljski upi in ali velja koga izpostaviti? Ne vem, da je morda to nepošteno, ampak se, če človek naredi nek rezultat na kakšnem turnirju, je prav, da se o tem pove. Kje se torej tekmuje? Tekmujejo najprej v najmanjših kategorijah, se pravi odraslih ali pa starejših tekmovalcev zaenkrat nimamo. Imamo pa te najmlajše, ki jih poskušamo zdaj vpeljati v tekmovalni tenis, ker pač ta tradicija recimo je bila nekaj časa malo prekinjena in zdaj upamo, da se hitro pojavi zgled, oziroma se je že pojavil, no. Saj imamo tudi nekaj naših zasavskih igralcev, ki sicer ne igrajo v Trbovljah glih, ampak vseeno se zave za njih, tako da imamo tukaj Kaja Flere igra turnirje,
potem igra turnirje Šketako, sicer on je iz Hrastnika in iz Trbovelj, ampak nastopa pa zaenkrat za naš klub. Sta pa oba precej uspešna v svojih kategorijah, do 12 pa 14 let, oziroma Val je še mlajši in igra od 8 do 11. Dobro. Delate pa tudi v klubu AS Litija, ki pa je tekmovalno, na malce višjem nivoju, kar nekaj reprezentantov je tam šlo, ženskih in moških. Kakšna je vaša vloga tam? V bistvu moja vloga je tam že enih 20 ali pa več let kot trener, se pravi, treniram skupine mladih, ki prihajajo oziroma ki si želijo tekmovati, in pa tekmovalce, ki imajo željo recimo postati profesionalni igralci tenisa ali pa dobri slovenski pač tekmovalci. Kdaj otroke recimo iz Trbovelj preusmerite v Litijo ali pa jih recimo preusmerite na večjo količino individualnega treninga? Kakšni so ti kriteriji? Mora priti do nekega tekmovalnega uspeha ali vi kot trener recimo na treningu ocenite, da je znanje dovolj popolno, da je potem treba iti na višji nivo, morda iskati bolj zahtevne tekmice? Kako je s tem? V bistvu je tle gre za dogovor nekako. Vedno so tukaj želje igralcev, mi kot pač trenerji ocenimo, kateri igralci imajo nek potencial ali pa da rečemo možnost za razvoj v neko resno tekmovalno obliko. Pač. Potem pa v dogovoru s starši, v dogovoru z klubom, pa tudi finančnimi zmožnostmi, ker pač šport ta je kar drag, se dogovorimo za neko obliko. Ni tukaj zdaj, rečemo zdaj, ti si dober, ti boš šel v Litijo, ampak nekako to kar organsko se je naredili že prvič in zdaj ni pa nobene posebne zdaj potrebe ali pa do ne vem katerega leta. Ker Slovenija je že nasplošno majhna in se vsi igralci nekako med sabo poznamo in se tudi miksamo malo Ljubljana, Maribor, ni to zdaj samo Zasavje. Ima otrok lahko tudi v Zasavju dovolj izzivov in poti za napredovanje. Rekli ste, to me zanima, drag šport, tenis, pregovorno, rečemo, da je malce dražji šport, so pa ti vložki recimo še vsem kar precej manjši, če primerjajo s kakšnim motošportom, tudi s kakšnim zimskim športom, kot je alpsko smučanje, ampak vendarle nekako to me zanima, za nekega starša, če rečemo nek ta začetni vložek v tenis, v opremo, oziroma tudi koliko časa recimo gre za to, samo neka splošna noris, koliko je treba recimo v začetku vložiti, če zdaj gledajo starši, ki bi hčerko sina vpisali na tenis, torej koliko govorimo o kakšnem znesku približno? Začetni vložki v tenis so načeloma majhni, oziroma majhni. Loparjev načeloma na začetku otroci niti svojih ne rabijo, če radi pridejo pogledat, dobijo loparje tam, žogice, vse, kar rabijo, so teniški čevlji oziroma nek športni čevlji. Je pa tako, ko pa začnejo trenirati recimo 1 do 2krat tedensko plus neka motorični treningi, pa to znaša tam recimo od 50 € do 60, mogoče 40 do 60, to je pa začetni vložek tukaj nekje. Se pravi, meni se zdi zdaj kar v redu, glede na to, kak stroški so z vsemi stvarmi. Ja, vse je ravno to, pa tudi glede športne vadbe, tudi to je udarila inflacija. Mislim, da ni takšen strošek, da je ta stereotip o tenisu morda malce prenapihnjen, ampak tisti, ki se bo želel pozanimati, se bo gotovo pozanimal. No, kot ste dejali, delate že dolgo kot trener, bo kakšno rekla tudi v vaših tekmovalnih dnevih, ki so bili sicer, čeprav v vaših mlajših časih, ampak so bili zelo uspešni. No, ampak kot trener ste delali tudi z državnimi prvaki, ekipnimi in posamičnimi. Nik Razboršek, poznamo ga iz Litije, Nastja Kolar, Pija Čuk in pa Bor Artnak. Se na vas pogosto obrnejo starši perspektivnih zasavskih otrok v želji po napredku, bom takole dejal, že imate to ime tu v Zasavju, da vas kontaktirajo sami od sebe? Ja, mislim, že kar nekaj časa jaz v bistvu veljam za tistega, ki potem otroke prevzame po določenih letih ali pa na določeni stopni, pa probamo narediti pač napredek na pač višji tekmovalni nivo. Ampak ni pa to samo Zasavje. Pač Slovenija je, se pravim, tako majhna, da vedno se najde kak, ki bi pač, ali je to z Ljubljane, ali je to s kje druge. Tako da, z tega vidika.
Dober glas seže v 9. vas, pravi pregovor. Ne? Beseda ali dve o Boru Artnaku, ne, ki je de facto najvišje rangirani slovenski igralec. Mislim, da se Aljaž Bedene še drži na teh ATP lestvicah, ampak on je z aktivnim igranjem zaključil. Torej Bor, 19-letni fant iz okolice Litije, ki je tudi bil pod vašim okriljem, je najboljši slovenski igralec. Sicer zdaj igra veliko večinoma po ITF turnirjih, ne po teh turnirjih najvišjega ranga, ampak je bil v Davisovem pokalu že večkrat član slovenske reprezentance, premagal oziroma spoštljivo igral tudi z nekaterimi tekmeci iz prve stoterice, recimo. Beseda ali dve o njemu, kakšen karakter je, kakšen tip igralca je in do kam lahko poseže? Bor je zelo zanimiv igralec. Glede na to, da ga poznam od majhnega, sem mogoče malo pristranski, ampak on je po mojem mnenju en boljših tekmovalcev v tem športu našem. No? Se pravi tekmovalcev v smislu, da je neomajen v tem pač borbi in pripravljanje žrtvovati veliko časa, veliko treninga, v glavnem potencial za razvoj ima še vedno precej velik, tako da kar se mene tiče, bom sam spremljal oziroma občasno sodeloval tudi kar pri tem, pa upam, da se to konča čim višji, na čim nižji številki tam. Ne? Ja, torej, morda med 50, mislite, da lahko poseže? Ne? Saj smo imeli Slovenci že igralce, ki so posegli med 50, vem, da je to velik podvig, ne? Ampak morda lahko prebije. Jaz mislim, da pač dokler si omejitev ne postavimo v glavi, da teh omejitev načeloma ne bi smeli biti. Ne? Ja, bravo, bravo. Ja, v Sloveniji prevladujejo peščene podlage, tudi v dvoranah recimo. Ne? Je to težava pri razvoju igralcev? Mislim, da zadeva je taka. No. Pred leti je bilo v Sloveniji večina igrišč peščenih. Zdaj pa v zadnjem času se pa razvijajo tudi pač igrišča, tako imenovana hardcourt igrišča, se pravi betonska podlaga oziroma ta umetna prevleka čez, kot jo vidimo recimo na Avstraliji pa v Ameriki, ki je bilo to večinoma. Glede razvoja igralcev je pa vedno veljala peščena podlaga za tista, ki je najboljša za razvoj gibalnih sposobnosti, za razvoj občutka, pač nasplošno za razvoj igre. No. Tako da z vidika tega nismo bili nikoli prikrajšani. Mogoče za kak Wimbledon, ker pač travnatega igrišča nismo imeli, sicer imamo eno ali pa dva v Sloveniji, ki sta tako privat, tako da igralci naši lahko poskusijo, preden grejo recimo na nek turnir, ampak praviloma pa to kratka sezona igre na travi je pa da se ne splača. No? Ja, tudi Bor Artnak recimo na mladinskem Wimbledonu je nastopil, pa je bil, mislim, da eno leto kar uspešen, mislim, da je zabeležil nekaj zmag. In ja, je pa ta podlaga najbrž kar precej draga za vzdrževanje. Vem, da že nogometno igrišče, ne, če ga za naravno travo želiš vzdrževati, je precej zahtevna zadeva. Ne. Pri tenisu mora biti vse še malce bolj zgoščeno, ne. Mora biti še bolj tepih, še bolj gosto. Tako da predvidevam, da je to vse skupaj kar zahtevno. No, zdaj pa gremo malce še o vaših igralskih dnevih. Morda se vam zdijo že oddaljeni, ampak ni toliko. Kajti pod okriljem Marjana Čuka, ki je bil tudi razglašen za enega najboljšega slovenskega trenerja, bdel nad našimi najboljšimi tenisačicami, prav tako Trboveljča, tako kot oče Bora Artnaka recimo. No, pa vi ste bili kot igralec večkratni državni prvak v mladinski in članski konkurenci. Igrali ste recimo z Jarkom Nijeminenom, Felicijanom Lopezom, seveda Blažem Kavčičem in pa tudi z Rogerjem Federerjem. Kako se danes spominjate tega in najprej povejte gledalcem, kako ste se odrezali proti Federerju? Zgubil sem. Sicer ni bila uradna tekma, ampak ja, takrat je bil on en najboljših ali pa najboljši mladinec na svetu in na Evropskem prvenstvu se pač ta trening tekma odvila, tako da bil sem poražen, ampak... Ste mu vzeli nekaj iger? Seveda. To pa v tenisu skoraj nujno. Sploh, če prideš na nek nivo, tako da če dobiš nič iger, je to slabo. No, mislim, da je Federer zavezal kravato, v teniškem smislu, tudi Djokoviču, pa tudi Nadalu kdaj, tako da če vam ni, je to gotovo kar lep dosežek. Kako ste potem recimo spremljali, ko ste višli v trenerske vode, pa pustiva Federerja ob strani, on je druga stratosfera, ne? Recimo Jarko Nijeminen, Feliciano Lopez, to nekako ti fantje, ki so rasli skupaj z vami, tudi Blaž Kavčič. Kako je potem spremljati te fante, ko jih gledaš, pa si misliš, ja, tam pri kadetih in mladincih
sem bil pa malce boljši od tebe, ne? Zdaj pa takole. Ti na Wimbledonu, jaz morda tule se ukvarjam z mladimi talenti, kako človek gleda na to? Pa v bistvu še vedno imam lepe spomine na te pač tekme, igre, kakorkoli lahko tem rečemo. Je pa vedno tako, ne? Verjetno ali pa sigurno so bili oni pripravljeni ali pa naredili več, kot smo mi tukaj naredili ali pa znali narediti. In pač taka stvar je, nimaš nekaj za razglabljati o tem. Ni, kar se tiče pa, se pravi, jaz sem se že zelo malo najdel v trenerskih vodah, tako da in se mi zdi, da mi tukaj kar ustreza, no. Z mladimi rad delam in upam, da bo en nekoč ta, ki mu bomo rekli Roger ali pa... Ste pa ostali v tenisu, ne? Kar tudi nekaj šteje. Zanima me še to glede Rogerja, takrat, ko ste igrali z njim, ne? Se je čutila ta, kot rečemo športniki, klasa? Verjamem, da niste vedeli, da bo leta in leta dominiral, ne, v celotnemu svetovnemu tenisu, ampak takrat, ko ste igrali, ste imeli občutek, on je pa res dober. Težko bi rekel, mislim, da ne. No. Na prvi pogled, ali pa ko si tam, že sam ego in te stvari, ki jih spremljajo, ta šport, ki je izrazito tak individualen, se pravi, ne gledaš nikogar kot nekoga, ki ga pa ne bi mogel premagati. No? In tudi, se pravi, tu se pol s časom oblikujejo te igralci sploh, ali pa se pač zgodijo. No? Tako da ne, nikoli nisem na ta način glih razmišljal. No? Bolj samo o tem, kaj bi jaz. Verjamem, da takšno miselnost prenašate tudi na mlade. Ne? Verjamem, da se bo pod vašim okriljem zvalil kakšen mladič, kakšna mladinka, ki bo potem posegala po svetovnem vrhu. Za danes pa hvala za sodelovanje v naši oddaji. Želim vam obilo uspešnega dela v Trbovljah in Litiji. Vem, da znate in verjamem, da se v prihodnje še kaj slišiva o kakšnem uspehu. Tako da še enkrat hvala in vse dobro. Hvala za povabilo. Jo. Tako, to je bil pogovorni del Skoka. Po kratkih reklamah sledijo novičke, tako da daljinca pustite pri miru.